Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage. Helena, koga smo danes povabili? Ja, Lara Love, nekoč pevka skupine Lilu Žame in Sky, član skupine Siddharta Jani HC, sta zanimiva glasbena kombinacija. Duet dobrih starih znancev slovenske glasbene krajine je v radijski eter poslal že prenekatero skladbo, ki je preprosto navdušila. Greva in Džir, himna o naju so le nekatere, ki so več kot dobro sprejete. Zdi se, kot da so zelo dobro šolsko gradivo za vse, ki so še v procesu trkanja na slovensko glasbeno sceno, no vsem nam pa skladbe nakazujejo, da ima njun projekt zelo svetlo prihodnost. Za konec lahko rečemo samo še Lara Love in Sky, dobrodošla na današnji Radio SI Main Stage. Dobrodošla v tele jutranji uri. Dobro jutro. Dobro jutro, živel. Zdaj, ne, tako, ko je Helena opisovala, kdo sta in kaj sta že glasbeno počela, ne, pri Janiju bi lahko se znam potegnili do kleti pa nazaj, ne. Pri Lari pa smo veseli, da je prišla nazaj na glasbeno sceno po nekaj letih premora, ne. Ja, z Janijem sva sodelovala še v projektu Sladica, pod taktirko DJ Zeca, tako da sva se tam nekako ujela in sva prvič začela skupaj ustvarjati, no. Poslal mi je komad Klic na pomoč in sem v 10 minutah naredila, no, vokale in tekst, tako da to se nekako začela. Nekaj je kliknil med nami. Ima neka tajna veza. Ja, ampak vidva sta nekako začela ravno v tem pandemičnem času, vse skupaj, ne, ko je bilo vse nekako nadaljavo, ne, se pravi, kaj Jani pošlje sound, ti posnameš vokale ali kako, ne, je bilo kaj živega ustvarjanja, kaj skupaj ustvarjanja na kakšnem placu sploh? Nič, midva sva delala vsak v svojem studiu doma in si podajala ping-pong. Mi, da so ta online proces zares vzela, ne, in v bistvu nam res koristi, ker ima tudi vsak svoje familije, svoje druge obveznosti in v bistvu tako največ časa prehranva s tem, da se v bistvu ping-pongava nadaljavo. In neverjetno je to, da zelo hitro prideva do nekega rezultata. Mogoče celo hitreje, kot če bi delala tako 1 na 1 v studiu ali pa nekaj tuhtala, takrat, ko misliš, da moraš nekaj narediti, ne. Pri nama se stvari zgodijo tako, spontano je neki bit, neki ustvarjam, neki pošljem, ona prav, to je good, to ni, tako, veš, zelo v bistvu, tako po neki naravni inerciji. Da se pravi, ne? Nič na silo. Ker sta potem v bistvu tudi sama svoja producenta, ne, je v bistvu ne ta kritika, ki prihaja, ne, vzajemno, ne, iz obeh strani nekako sprejeta, ne, brez dolgih nosov in podobnih reči, ne. Ja, mislim, da jaz sem neizprosna, jaz sem perfekcionist kot Jani in ne dovolim nekih napak, tako da če mi pač kakšna stvar ni všeč, mu direkt povem in... Jaz imam pa rad napake. V bistvu se dopolnjujeva, no. Pa jaz ne vem, kaj je na Janiju, ampak res imam neko čudno kemijo z njim, ker čisto vse nama ful dobro teče, ne, pa rata iz prve. V bistvu ni teh zapletov, tako nekih kreativnih, blaznih nesoglasij, ampak tako, kot je tudi Lara rekla, pa kot si ti omenil, v bistvu sva drugmu kritika, tako da ne gre valjda vse čez, ampak ne delava si pa težav, ne postavljava si, ne vem, ovir tam, ki jih ni treba. Zdaj, nekako smo že v samem promu, ki smo ga par dni vrteli, rekli, da na nekih valovih bitev ali, bom rekel, feelinga iz 80-ih ne, sta nekako začrtala svojo zgodbo, ki jo seveda z vso glasbo in tematiko vpletata tudi v tokratni vsak dan, ne. Koliko so tisti glasbeni vplivi iz preteklosti, ne, z leti, kot človek, ne, je malce postaje starejši, ga vedno bolj vleče v nek ta back to the roots, kot pravijo, ne. Vidva sta si glasbeno podstat našla nekako pri zasedbah iz 80-ih, tudi kakšne disko zasedbe ali kako? Jaz mislim, da to, mi smo pač rastel gor, to, v 80-ih sem bil jaz 20 in neki, se pravi, to je obdobje, ko najbolj piješ vase, ko si goba za vse informacije in sigurno je to v mojem DNA ostal zvok Tears for Fears, Depeche Mode, Peter Gabriel, teh stvari in potem to včasih malo zamrzneš, greš v druge sfere. Jaz vedno raziskujem, pač poslušam različno glasbo in ustvarjam zelo različno glasbo, od, ne vem, teatra do čistih pop stvari do, ne vem, pač eksperimentiram redno, ne. Ampak ta 80-ta verjetno so ostala nekje noter zasidrana in se vedno navezuješ nekje na ta sound, ki si ga takrat doživel kot
mulc v bistvu. Ja, jaz sem tudi pač otrok MTV-ja, ne. Zrasla sem v bivši Jugi in vsi te vplivi so dejansko me naredili, da vem točno, kaj hočem v življenju in da delam pač pop muziko, ki mi res leži. Vse sem tudi šla v kakšne take izlete in džeza in ne vem, fusiona, karkoli, ampak tle sem zasidrana in pri 30 sem vedela, da hočem samo pop delati. Tako da Janija sem najdla skozi igro, ne, skozi sladico in ful sem vesela, da imam nekoga, ki razume vse moje želje in da to realizira v bistvu, no, v kakšne komade. No. Oh, yeah. Nekako jim moraš imeti, pri svoji glasbi nekako moraš imeti nek bit, ne, se mi zdi. Ja. Lara, nek korak, da se premakne, neka statika, ne, kot si dejala, jazz, fusion, pa to ti mogoče manjka kdaj, ne, kakšen korak naprej, nazaj, ne, pri Pa ne vem, mogoče je to preveč abstraktno zame in rada imam te linije, pop linije, jaz če ne naredim tako, da neko vižo, če ustvarim neko vižo, hočem, da je tako na prvo žogo in če mi ni, se pravi, da mi ni to, ne ustrajam več pri tej ideji, zaključim in grem na naslednji projekt. Jan je pa pač imel predalo par komadov, ki mi jih je poslal in pustil mi je čas, da sem se igrala s tem doma. Pa sem začela ideje pošiljati in ta Nisva za skupaj je v bistvu najin prvi komad, ki sva ga skupaj naredila. Ne? Pa čakal tekst, ker dolg cajt je čakal tekst. V bistvu eno kitico sva čakala ful dolgo, tako da sva šla na himno naprej, ampak najin prvi komad je Nisva za skupaj. Zanimivo je to, ker v bistvu zdaj prihaja tudi video za ta komad. Ko so delali prejšnji singel o Naju, smo začeli delati spot z Žigo Krancem, ki je naredil spot za Nisva za skupaj. In po tako mal ping-ponkanju teh idej je Žiga nekaj poslal in midva tako študirava, pismo v redu je, ampak ne vem, če paše za komad. Dajva probati na ta komad ta spot, tako da smo v bistvu zamenjali komad pod spotom in je z rahlo premontažo je spot, ki je bil namenjen za Onaju, nastal spot Nisva za skupaj. No, ampak tako se reči potem izidejo, ne? Ko je neki kreativni proces, ne moreš naprej zastaviti scenarija, ne? Potem je to kot res popolno industrijski izdelek. Ne? Vidva se glasbe lotevata drugače, da malce prekinemo govor, Tears for Fears in Tipping Point, ne? Prej da sta že oba nekako omenila, tudi Tears for Fears, spet sta se ponovno vrnila na sceno, kakšen komentar na to? To je meni tudi en ljubših bendov, tako kot sem prej omenil iz 80-ih, pa tudi ta revival, ki sta ga zdaj naredila, mi je super, se mi v bistvu dobro drži tiste zgodbe. Pred leti je krožil en super posnetek mislim, da iz neke Spotify serije, ki sta naredila obletnico albuma Songs from the Big Chair in tisto mi je bilo tako wow, kjer je live svirka. Ne? Tako da bi si želel kak koncert njun gledati, če bosta kje v Evropi ali pa saj v približni okolici. Ja, zdaj, ko se bodo meje odprle, bomo lahko šli vse posod. Meje so odprte skozi. Dobro, prisluhnimo Tears for Fears in The Tipping Point. Radio SI Main Stage. Tako Lara Love in Sky je še zmeraj z nami v studiu. Greva in Džir Nisva za skupaj o Naju, tudi tu je dvojina, ne? Vse posod zaznati. Se nekako gre v zgodbo albuma tudi, se napoveduje? Pa mogoče tematsko, ne, obarvan ta najin izlet, ampak nisva na začetku o tem razmišljala, šele skozi ta proces, ne. Čeprav Lara imela idejo že zelo zgodaj, ko so začela pač nizati te komade, da bi analizirala, ne, odnos skozi recimo format enega albuma, ki bo to recimo, da bo v roku enega leta, da se bo nabrali dovolj komadov. Analiza nekih odnosov med dvema, ki se lahko zgodita od dobrega do slabega, do mističnega, do pač vse, kar se dogaja. Od samih začetkov, ne, Greva in Džir, ko se je šele spoznavati. Ne vem, pač piše na osnovi svojih izkušenj ali to me tudi mož vedno sprašuje. A je to meni tekst? Je nekaj, kot smo se prej pogovarjali, ne, mi smo še iz časov, ko so albumi imeli zgodbe, ne, ko je vrstni red komadov bil pomemben, ne, ko se je vse skupaj nekako razvijalo. Na danes včasih te tovarne singlov pač namečajo in album na koncu, tudi če izide, je nekakšna nabirka vsega skupaj. Ampak
Dajmo se za začetek ustaviti, sicer bomo samo en insert slišali. Nov singel boste danes v živo v celoti prvič predstavila prav na live stream koncertu. Zdaj le bo Peter spustil samo en del, toliko da malce za pokušino slišimo, potem pa kakšno rečemo na to. A je kaj treme pred nastopom? Svetovna premjera. Ja. Pa to je najem prvi koncert danes. Prvi koncert, Ja. pa še to je live stream in kamera. Ne? Kako je? In band in vse. V bistvu. Ja. Vse imamo s sabo, ja. In prijatelje. Ni Ja, heca. tako smo napovedali, ne, v promo Lara Love in Sky z gosti. Ne? Že lahko rečemo, kakšno v gosti. Ja, super, ful so vesele, da so se nama pridružili in prijatelji in dobri sodelavci ali z drugih že nekih projektov, ali pa z nekaterimi celo prvič zdaj igrava. Z nami bojo Tadej Košir na kitari, pa Dorian Granda na bobnih in Tomi Zupančič na kitarah in na sintih. To mi je znan iz Murphyjev. Tako je že bil na našem main stage, res je. Ja. Tako, Tadej je znan Senido, Sladica, Muf. Maf in tako naprej. Muf. Dorian igra pa z Nino Pušlar sicer. Tako da nekdo, ki je že vajen kilometrine in se lahko tudi ne prilagodi vajenemu valu. Ne? Super ekipa, res. Tukaj se jim lahko zahvalijo neštetokrat, da so si vzeli čas in da so skupaj z nami naštudirali in da bodo danes prvič te najne komade tudi dejansko dobili v živo. Je pozabil si na najbolj važno osebo, to je pa Jadranka Juras. To sem pa tebe čakal. Z Jadranko sodelujeva že sva pred 10 leti, no, ker sva jo naredila komad, kako je že, drugače ne znam. In to je bil v bistvu najem prvi skupni projekt. Zdaj smo se pa spet nekako ujeli. Iskala sta idejo, ne, pa tekst, tako da sem jima oskočila. No. In smo naredili Otroci noči in tudi to bomo danes izvajali skupaj z Jadranko. Kaj praviš, Helena, da te malce vključimo, ne? Tako smo že čisto noter padli. Ne? Veš, kaj razmišljam? Kakšna je bila podkupnina, ne? Ker ti določeni glasbeniki ob takšni uri no go. Dobra kava je tukaj. Pa prava frekvenca, ne? Vsekakor. Ne? Mi smo nekako že od začetka vaju sprejeli in tudi nekako vrteli. Ne? Lani sta tudi nastopala, to moramo omeniti, tudi na Frišno. Ne? Sta bila izbrana kot ena izmed tistih 10 skladb, ki so nekako pustili vtis in pečat. Tako da ne, če se je začelo ne, kot projekt oziroma kot zanimiva ideja, ne, zdaj sta zastavila že nekaj singlov, neka pot je začrtana, ne, in tudi pri vama najbrž je kakšno pričakovanje, kako bo naprej. Ne. Mislim, da nimava pričakovanj. Rekla sva, delava musko, ko se nabere dosti materijala, greva lahko tudi na oder. Evo, to se je zgodilo, ker ste pač časovno sva omejena, ne, in je prava priložnost, da jo izkoristimo, tako da hvala za povabilo. V bistvu ste tudi vi malo krivi za to, da so sploh band sestavljali in da so se pojavljali na Frišno. Drugač bi mi do še zmeraj sam delali komade, pa bi jih malo pošiljali naokoli. V bistvu. Tako res, začeli se je nepretenciozno, pa upam, da na nek način tudi tako ostane, ampak ambicije pa vsekakor so, da furava to dalje. Ne, koncert bo v živo in bo prenos, kot smo se pogovarjali. Z bandom boste tokrat igrali in tudi to bo za vaju neka nova izkušnja. Ne? Kako zdaj ta koordinacija, ne? Kdaj se bo kdo vključil? Ste imeli kakšno skupno vajo, najbrž že kakšno? Ne? O ja, seveda. Dve vaji sta bili. Zares sta bili pa 2 vaji in so v bistvu tudi tako kar happy glede tega, koliko hitro nam je uspel sestaviti pač teh nekih 6 komadov. Ne? Ker včasih imaš problem, ko delaš produkcijo, v aranžmajih se stvari dogajajo na več nivojih, layeri, kot rečemo radija. In pol je včasih težko to prenesti nekako na oder, ne? Ampak so nekako ugotovila, da te komadi imajo kitice, refren, imajo neke teme, tako da se jih da igrati ali tako, kot jih bomo danes, lahko bi jih tudi sama zares, to je bila ideja, da bi prišla samo z basom pa pač vokal, ne? Ampak so rekla, da je vseeno mogoče za začetek narediti neko to zgodbo tudi. Mislim, medva imava tukaj teh glasbenih prijateljev, res sva mogla izkoristiti to priložnost. Ne? Res bi bilo škoda jih ne povabiti zraven. Ja. Dobro, zdaj si bomo vzeli kakšne pa ure časa, da se tudi video odpravite, malce studio pogledati in izkusiti. Slišali bomo Raven in Sijaj,
Ja, po mojem izvoru. Nekako tudi multipraktik, ne? Sara počne vse od resne do pop glasbe. Ja, mislim, danes sem zbrala komade, ki bi jih mogoče sama želela, da so bili zame napisani, no. Ali pa da mi je pade takšna neka ideja nora, no. Ta komad je res tako meni genialno. Dobro, bomo slišali, hvala za enkrat in čez pa urce se ponovno vidimo v studiu. Radio SI Main Stage. Tako, Lara Love in Sky. Sky je ostal, ne? Na tonski vaji, Lara je prišla, ampak je zaznati nekaj treme, ne? Tudi tebi se mudi nazaj na tonsko. Nekako vsekakor prvi nastop v tem projektu, ne? Sigurno, trema vedno prisotna, ampak vse bomo zmogli. V bistvu ni publike, meni je to lažje, no. Vseeno. Nek svoj svet se zaprem, pač predstavljam si svoj film in odpojem. Dobro, sam feeling studija, ne, studio kot dnevna soba, tak tih, ono tisto, ne, ni nekega odmeva. Kakšen je to občutek za vokalist, tako recimo v tem primeru? Akustika je zelo dobra, pa v bistvu sem zgubila ta stik s publiko, ne, ker toliko let že ne nastopam. To, kar s Sladico naredimo, je čistko 5-minutna, ne, slava. Pač pridem na oder, odigram in grem. Tukaj pa pač malo večja odgovornost. Glede na to, da smo imeli samo 2 vaji, ne, je res, trema je prisotna, no. Ampak dobro, ne bova zdaj v tem, ne. Prej si omenila tudi MTV, danes je YouTube nadomestil MTV ali pa še kaj drugega, ne. Ko si omenila Sladico, ne, Klic na pomoč, je bil videospot nekako, ne vem, narejen, ne. Ni bilo ljudi, ne. Ja. Je nekako računalniško. Kako je s temi videospoti? Se tebi zdi to nujno zlo, ali to rada počneš, ali kako? Ja, jaz mislim, da moraš to vizualno nekako spraviti v svet. Pač navajeni smo teh telefonov zdaj, navajeni smo, da gledamo muziko, ne. In jaz mislim, da so videospoti zelo pomembni, no. Da vidiš tudi, kako drugi gledajo na tvojo muziko, ne. Ker vsak režiser ima svojo zgodbo v glavi. Moja interpretacija je sigurno čisto drugačna kot njegova, ampak se tudi poslušalcev je več, ne? Ja. Nekako je trend, da se komadi krajšajo, ne, tam nekje do 3 minute. Vidva zaenkrat nista na minutažu gledala. Ne gre, da je tudi čez 4 minute. To kako pač je feeling, ne, ko se ustvarja? Ne, nimava sploh nobenih omejitev. Ful sva odprta za vse zvrsti, za vse, kar nas čaka, tako da nisa sploh ne razmišljava o prihodnosti. Midva živiva tukaj zdaj in pač to je najin 5. komad, ki bo danes prišel. Želim delati naprej z Janijem, ker se res super štekava in je odličen virtuoz, glasbenik, vrhunski glasbenik. V bistvu imam priložnost, da se mu zahvalim, da me je sploh povabil ta projekt, ker imam ful hud respekt do njega in vem, da si marsikdo želi delati z njim, ampak da je tako odprt za sodelovanje z mano, res, kaj takega nisem pričakovala, no, da se nam bo zgodilo. Ne, to je nekako postavil ob bok, ne, Josip Lisac, Jadranki, ne, in zdaj še Lara zraven, ne. Noro. Kar se tiče vokalistk. S Heleno imava ponavadi za gostje in goste kakšno vprašanje, ne, ampak bo kar Helena razložila, zakaj gre. Pravila so zelo preprosta. Prva asociacija, ki ti pride na pamet, je ponavadi najboljši odgovor. Torej, kako je videti tvoj jutranji ritual? Se zbudim in odlebdim do kuhne po kavico. Uživam v jutranjem miru, ko še vsi spijo, in opazujem mesto, ta mestni vrvež, ko se vsi vračajo z kakšne nočne izmene. Obožujem luči in cesto, pač živim v industrijski coni, tako da mi je to omogočeno, no. Ta jutranji mir, to mi je zelo pomembno, no. Da lahko sploh funkcioniram, ja. Okay. Si poslovno samo v muziki ali še na kakšnem drugem poslovnem področju? Jaz sem v bistvu zelo poslovna. Jaz delam pač v podjetju, ki se ukvarja z nepremičninami, tako da tukaj so pogodbe, sestanki in mi
prav rabim muziko, da odklopim in da pobegnem. Ker nisem realist, jaz sem sanjač, včasih se zadeve zapletajo do te mere, da zgubim fokus in bolj pač rabim pauzo, ne, in začnem ustvarjati. Tako da sem nočna ptica, zjutraj sem delam v podjetju, popoldne sem mama, zvečer sem pa, po noči sem pa glasbenica. No. Torej se ponuja odgovor na vprašanje, ali si romantik ali realist. Romantik. Najljubša aktivnost v prostem času? Gobarjanje. Wow. Jaz sem strastni gobar, tako da pazite se me. Ja, ampak lokacija, ne, za gobarja je osnova. Ne boš izdala. To pa je večna skrivnost. 56 korakov severovzhodno pod hrastom debeline, ne vem, 30 cm. Ne, obožujem gozd, obožujem šelestenje listov, pa res, tam se lahko povežem sama s sabo in uskoči mi tudi kak jelen včasih. Ampak zdaj imamo res probleme s temi migranti, ne, tako da je malo nevarno ratalo vse skupaj, ampak trudim se vzdrževati to, tudi kondicijo, ne, če grem pač v Ja, pa gozd. se oblečeš v rdečo kapico, ne, in vzameš seboj cekar, ne, Ja. pa bodo Za vsak slučaj, tako. rdeča kapica gre, ni problema, ne, Ja. jo že poznamo. Si že Janja kdaj povabila s sabo gobariti? Ne, sem si pošiljala slike, le koliko sem jaz nabral, le koliko sem jaz, tako da razturam, nimaš šans. Knjiga, ki si jo nazadnje prebrala? Kaj hoče ženska? Wow. Če bi doživela tako imenovan A Blast from the Past in se srečala kot 15-letnico, kaj bi si svetovala? Ne jemlji življenja preresno, bodi prijazna do ljudi in bodi pogumna. To je to. Lara, hvala. In takšno Hvala tudi vam. zdaj si, ne. Ja, sem. Da malce prekineva, preden se odpraviš nazaj v studio, bomo slišali še Stinga, ne? Sting je bil kdaj na tvoji steni tudi v kakšnem obliki postera ali kaj takega? Sting je moj psihoterapeut, ko se znajdem v tej krizni situaciji. Moje krizne situacije so vse povezane z ljubeznijo, zato imam tudi Lara Love ime, ker pač sem si izbrala to besedo, ne, ker to je moja identiteta. V bistvu je edini, ki me lahko reši iz tega brezna. No. No, se pravi, pritisneš play in Ja. Vse, naučil me je tekste pisati, naučil me je razmišljati o tekstih, da se v bistvu potopiš v karakter, v sceno, v situacijo in da tako razmišljaš, ne, o songu na drug način. No. Da ne govorim o harmonijah pa njegovih modulacijah v komadih. Adijo pamet. dobro, prisluhnimo. Radio SI Main Stage. Tako, še zadnji vhod, Lara, čez pol ure gre za res. A že? Ja, se že da kaj izdati, recimo. Ja, fantje se pripravlja na odru in punca. Jaz moram dol, tako da vabim vse poslušalce Radia SI, da se nam pridružite na Facebooku, Ja, pa na YouTubeu kasneje, ne? tako. Da si gledate pač posnetke. No, če pa nočete zamuditi, morate pa tako iti na Facebooku čez kakšne pol ure in začnemo koncert. Dobro, ne bomo te več ustavljali, da se boš do dobro ogrela in da bo izpadlo kot mora. Kot si dejala, prvi koncert pravzaprav dueta Lara Love in Sky. Ja, premierno, evo. Danes Dobro. za vas pa niso za skupaj peti single. Dobro, hvala za obisk, odličen koncert in se vidimo po koncertu. Hvala tudi vam. Pozdrav sem. Radio SI Main Stage.